A bi ti rajš, da te vsako jutro en zbudi z udarcem v nos, ali da te vsak dan dvakrat pičosa? Kaj? Nobene od teh odločitev Ja, ni moraš se dobra. odločiti, taka je igra. Ose. Vsak dan sprejmemo na stotine odločitev, ampak se tega sploh ne zavedamo, ker se nam zdijo čisto easy. Goli gležnji, pokriti gležnji. To so odločitve, ki jih sprejemamo samodejno, na hitro. Sledimo različnim heuristikam, to so ene take mentalne bližnjice, ki nam omogočajo, da poenostavimo težavo. Pomagajo nam tudi pretekle izkušnje, pa pravimo, da se odločamo intuitivno. Kdo to pravi? Daniel Kahneman, to je model, ki je napisal tale špeh, pa dobil Nobelovo nagrado in odločanje, o katerem zdaj govoriva, on reče odločanje po sistemu 1, mi pa mu lahko rečemo tudi vid. Kaj? Zaradi tega, ker je bolj preprost. Au. Ampak brez njega ne gre. Je pa res, da dela tudi napake. Zakaj v večini stvari razmišljamo ali pa se odločamo po sistemu 1? Mi smo mu rekli tudi vid, To sem jaz. čeprav vodi tudi v napake. Poenostavljeno rečeno, niti nimamo druge izbire, ker v vsakodnevnem življenju smo velikokrat pod časovnim pritiskom, ko sklepamo odločitve. Še bolj pomembno pa, kognitivno smo mi zelo omejeni, recimo v tem, koliko informacij lahko sprejmemo, koliko alternativ lahko primerjamo. Recimo, če bi želeli zares razmisliti, kaj bomo jedli, ker možnosti je zelo velike in zdaj, da bi vse med sabo primerjal, razmišljal, kaj mi paše, bi ostali brez zajtrka. 23% možnosti imaš, da ne boš sprejet na faks. Se mi zdi, da če ti negativno vprašaš, se pravi, ali ne bo sprejet, je v moji glavi takoj, ojoj, nekim ne bo v redu, se pravi, lahko nisem sprejeta in mi je bilo logično, da se ne vpišem. 77% možnosti imaš, da si sprejet na faks. Mene je vprašanje malo zmedalo, ampak sem pa ugotovila, da je eno in isto. Jaz sem bil tudi malo zmeden na začetku. Če pa ti vprašaš, da bo sprejet, se mi zdi, da je to nekaj ful bolj pozitivnega in da gre za to, pač vse vpišeš, ker imaš velike možnosti, čeprav so možnosti iste, ampak to pol ugotoviš. Večino časa je odlično, da se na vida zanesemo, ker večino časa se mi intuitivno odločamo kar uspešno. Ne odločamo se optimalno, seveda, ampak to ni potrebno. Najbrž takrat, ko so nam odločitve res zelo pomembne, je včasih dobro, da razmislimo o nekih možnostih. Vida oziroma sistem 1 nujno potrebujemo. Hvala, Neža. Je pa tudi zelo samozavesten in misli, da ima vedno prav. No, ne čisto vedno, se včasih se kaj zmotim. Ja, zmedek marsikaj. Kaj zmed? Zakaj? Kaj? Recimo močna čustva. A doma je. In čustva, recimo, nekateri prištevajo pod sistem 1, mogoče hitrejše, mogoče včasih impulzivne odločitve in tako naprej. In zelo zanimiv primer je oseba, Elliot ga kličejo, prišla v ordinacijo nevrologa Damasija in potem sta se pogovarjala, neke teste je izvajal Damasijo. Na koncu ga je vprašal, no, a bi se rajš videla midva v petek ob 12 naslednjič ali v ponedeljek ob 3. In kaj se je zgodilo? Da Elliot je začel razmišljati pro et kontra teh dveh alternativ in to je počel pol ure. In zakaj? Ena izmed idej je, da imamo neke ključne možganske predele, ki so del čustvenega sistema v možganih, recimo, jih imel poškodovane, se zaradi tega sploh ni mogel nekaj tako zelo trivialnih stvari odločati. Ko se moramo na hitro odločiti, se naši možgani oklenejo vsake informacije, ki jo imajo. A tudi take, ki nima nobene veze z odločitvijo? Čas je za eksperiment. Dijakom bova ponudila žogice v tej vrečki, oni bojo eno žrebali in pogledali številko. Potem pa bojo ocenili, koliko približno je vreden tale laserski meč. Ne vedo pa, da je na vseh žogicah številka. 130? Mimogrede, na eBayu je trenutno vreden okrog 300 evrov. Koliko bi rekel, da je vreden? Kakšne 1000? 80 evrov. 250? 1000 evrov. 250. 90. Da preveriva, ali imajo tele žogice, ki nimajo nobene veze z Vojno zvezd ali pa Darth Vaderjem, sploh kakšen pomen pri odločitvi, ki jo sprejemajo dijaki, in bova zdaj potaknila številko 40. Misliš, da je tale meč vreden več kot 40 evrov ali manj kot 40 evrov? Manj. Koliko? 39. 65. 30. 60. 20. Več kot očitno je, da kroglice so vplivali na odločitve dijakov. Glede na to, da nas hitro lahko zavedajo neke informacije, a to lahko tudi kdo zlorabi? Ja, absolutno. En primer tega so reklame ali pa neka krajša obdobja blaznih znižanj v trgovinah, kjer ti lahko to promoviraš tako, da ljudje v resnici občutijo to, če ne bi takrat šli v shopping, da tako rečem,
kot neko izgubo, ker bodo potem pa to ne bo več toliko poceni. Ne? Zelo močno se uporablja ta spoznanja pač v takih sferah, ki so seveda namenjeni ne temu, da bi se uporabnik morda bolj počutil, ampak temu, da bi nekdo zaslužil več denarja. Ne? Bolj preudaren in daljši sistem razmišljanja pa Dani, to je model, ki je napisal tale špeh, imenuje sistem 2. Mi pa mu lahko rečemo tudi Neža. Končno imaš tudi ti svoj sistem. Končno! Skratka, imamo hiter sistem razmišljanja oziroma vida. In pa Nežo, ki je počasen. Sistem razmišljanja. Pri odločitvah gre pa v bistvu za to, da tehtamo, kaj nam bo v prihodnosti bolj koristilo ali pa prineslo več užitkov. Ker nimamo kristalne krogle, ki bi napovedala prihodnost, so matematiki razvili teorijo iger, ki nam pomaga takrat, kadar smo odvisni od nekoga drugega, recimo v tekmovalnem okolju. Kar pa je skoraj vedno. Eno easy fora je recimo igra kamen, škare, papir. Treba se hitro odločiti. In lahko poslušate vida oziroma intuicijo. Ali pa Nežo. Ja, kitajski matematiki so namreč ugotovili, da zmagovalci praviloma ohranjajo taktiko, tisti, ki izgubijo, pa jo zamenjajo. Se pravi, če pri kamen, škare, papir zmagaš, ohraniš isto stvar, če pa izgubiš, boš pa zamenjal za nekaj drugega. Če pa želimo igrati taktično, kakor pravi teorija iger, je najbolje, da takrat, ko smo izgubili, izberemo potezo, ki prej še ni prišla na vrsto. Če pa smo zmagali, pa je najboljša taktika, da izberemo tisto potezo, ki jo je predtem igral poraženec. Neža je polovici dijakov razložila to teorijo, polovici pa ne. Zdaj pa vidimo, če eksperiment deluje. Kamen, škare, papir! 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 Dvignite roko, zmagovalci. 3-3. Izenačeno. Žal se teorija iger in taktiziranje z ljudmi v vsakdanjem življenju ne obneseta vedno. Definitivno pa smo dokazali, da takrat, ko smo zatopljeni v neko razmišljanje, spregledamo marsikaj v okolici. Sta med igro opazila mogoče kakega medveda, ki se je sprehajal mimo? Jaz sem ga opazil pred koncem igre. Jaz sem ga opazil po igri, prej nisem bil pozoren na okolico. Problem odločanja je ta, da samo razumsko se najbolj sploh ne moramo odločati. Kaj bo pomenila odločitev zame, je vedno odvisno od tega, tudi od tega, kako se jaz počutim ob tem, ko se bo zgodil nekaj, ko se bom jaz nekaj odločil. In v resnici čisto za popolnoma na goli razum se ne da zanašati v odločitve. Brez vida ne gre. Brez enega, ne brez drugega ne gre. In v bistvu odločanje je skupek vaju, dveh. Če gremo na sladoled, Ja, kjer ne pepco vem. bosta? Ja. Čokolada. Jaz bom pa še malo razmislil. Zdaj pa ste pred pomembno odločitvijo, ali boste poslušali samo vidov intuitivni sistem, ki zares nikoli ne počiva, ali pa se boste kdaj odločili tudi za moj sistem, ki je sicer malo bolj počasen. Odločitev je vaša, ampak nikoli ni zares tako zelo usodna, kot se zdi. Ja, še to. Dajte v komentarje napisati, kaj je najslabša odločitev vašega življenja. Neža?